Nam ni treba razlagati, on vse ve. Samo to, ja, Jezus, tvoja sem, vse, kar premorem, vse, kar imam, vse, kar nosim, vse, česar se bojim, vse, po čemer hlepenim, kar si želim, vse ti izročam, Jezus. Ti mi pa daj, kar veš, da je dobro zame. Amen. Amen. A smo pripravljeni na popolno izročitev Jezusu danes? Ja. Aleluja. Zdaj bomo skupaj prebrali. Najprej se bomo odrezli vse tiste navlake, ki smo s sabo prinesli in skrbi in vse, kar nas v tem življenju teži, nas dol vleče in nam preprečuje, da bi pogledali gor z zaupanjem v Boga in sprejeli njegov blagoslov. In ko bomo to naredili, se bomo izročili Jezusu. To skupaj, kot skupnost, da nas bo, pa nismo sami. Vem, da z nami, ko bomo to molili, molijo vsa nebesa, vsi angeli in svetniki, nebeška vojska, so z nami. Danes molimo tukaj in gor in smo eno. Jože, prosim te za molitev. A ostanemo, da bomo s telesom pokazali, kako svečan trenutek je, kako zares se izročamo. Najprej bom vprašanja in odgovorimo, potem pa drugi del skupaj preberemo. Ali se odpoveš Satanu in vsem hudim delom? Se odpovem. Ali veruješ, da je Jezus Božji sin, da je umrl, da bi nas osvobodil greha in da je ostal od mrtvih, da bi nam prinesel novo življenje? Verujem. Ali hočeš hoditi za Jezusom kot svojim Gospodom? Hočem. Skupaj. Gospod Jezus Kristus, ostaj naprej, ki hočeš mi vladati. Hočem biti prosto, da si teme in Satanovega vladanja. Hočem biti tvoje kraljestvo in biti del tvojega ljudstva. Vračam se proč od vsakršnih hudih del. Hočem se izogibati vsemu, kar me vodi k hudim delom. Prosim te, da mi odpustiš vse grehe, ki sem jih zagrešil. Darujem ti svoje življenje in obljubim, da ti hočem biti poslušen kot svojemu Gospodu. Prosim te, da me krstiš v Svetem Duhu. Amen. Aleluja. Duh živega Boga, kličemo te, pridi, prenovi, zdravi, svobodi nas, Gospod, naredi nas nove, ti vse delaš novo, Gospod.
rekel je učencu, glej, tvoja mati. Nato sem videl novo nebo in novo zemljo, kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen, kakor nevesta, ki se je vzašala za svojega ženina. In zaslišal sem močan glas, ki je prišel od prestola in rekel: Glej, prebivališče Boga med ljudmi in prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel: Glej, vse delam novo. Rekel je tudi: Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. Nato mi je rekel: Zgodile so se. Jaz sem alfa in omega, začetek in konec. Ženemu bom dal zastonj od izvirka žive vode. Kdor bo zmagal, bo to podedoval in jaz bom njemu Bog, on pa meni sin. To je Božja beseda. Sveti
Napoli
Bogu hvala za ta čudovit začetek. Mislim, da je prav, da se poleg Boga zahvalimo tudi Nadi in pa njenemu ansamblu Alfa in Omega za tako čudovito vstop v večer. To je šele začetek, veste, da so nas šele dobro ogreli pred velikimi skrivnostmi in stvarmi, ki nas še čakajo. Torej, sedaj sledi nagovor patra Mirota Kekiča, vsi ga, večina ga dobro pozna, nas bo uvedel v skrivnosti te podaritve odprtja in podaritve Svetemu Duhu, moči Svetega Duha. Jaz sem zelo vesel, da ga bomo med nami. Bi pa rad te priložnosti poleg tega, da se zahvalim za Bogu za njega, tudi za kar nekaj duhovnikov, ki jih imamo nocoj med seboj. Pozdravljam. Torej sem zelo vesel, da so med nami. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Dragi brati in sestre, prosim vas, da malo molite zdaj za me, da ne bom govoril o neumnosti in podobno. Torej, malo stegnite roke, molite v Svetem Duhu, molite v jezikih, tako ne na glas preveč, da ne prestrašite tiste, ki jih je mogoče malo strah. Pridi Sveti Duh, napolni patra Mirota, nazili ga, da bo govoril prave besede, pravi način in blagoslovi vse nas, nazili nas, da bomo slišali, da bo padlo v naša srca, kar je tvoje, kar ti želiš. Pridi Sveti Duh. Amen. Tu se počutim boljše. Aleluja. Kaj bi že pismo? Če kdo že? Če kdo že? Naj pije. Naj pride, naj pije. Žive vode. Evo, na zdravje. Pa sem že. Zelo preprosto. A ni to preprosto? Če ste ženi, pridite, pravi Jezus, in pijte žive vode. In celo pravi zastonj. Zastonj, ni treba nič plačati. Za dvorano je treba plačati, ampak za živo vodo ni treba, na Svetega Duha. Torej, ali ste ženi? Ja. Nič ne pijete. Torej, ne verjamem, da ste ženi. Če bi bili ženi, bi vsi takole držali kakšno plastenko. Ali vas žeja? Ja. Kaj ja? Vas žeja? Po čem? Po Svetem Duhu. Po Svetem Duhu. Dvigite roko tisti, ki že veste, kaj to pomeni, da ste pili od Svetega Duha, da ste prejeli izlitje Svetega Duha. Tisti, ki veste, vsaj malo, se vam nekaj zdi, ste izkusili vsaj nekaj. Krasno, krasno. Roko dol. Dvignite tisti, ki točno veste, kdaj se je zgodilo izlitje, vaše izlitje. Se točno spomnite datuma, celo ure, približno. Evo, nekateri se točno spomnite. Dobro, dajte roke dol. Pa dvignite roke tisti, ki se vam zdi, ste prepričani, da ste celo večkrat doživeli podobno izkustvo, izlitje Svetega Duha. Da se to lahko celo večkrat zgodi. Aleluja. Slava Bogu. Zakaj potem sploh govorimo danes to? Vsi že vemo, vsi smo že izkusili to. Torej, če kdo žen, naj pride in naj pije. Jezus je tako rekel. Zdaj bom probal takole v 3 delih. Prvič, o izlitju nekaj bom povedal, drugič, o darovih Svetega Duha, posebej o daru molitve v jezikih,
malo o prerokovanju. In tretjič, o počivanju v duhu, o pojavu počivanja v duhu. Bom poskušal nekaj povedati, ne vzeti zdaj me preveč, ko bi rekel, teološko, dogmatično, natančno ali ne vem kako drugače, strašno precizno in ne vem kako. Vas pa takoj vabim, opozarjam na tako fino knjižico, ki eden od avtorjev je tukaj, pater Peter Vrabec, v Nove Binkoštine. Krasna knjižica je, mislim, da lahko rečemo, da še najbolj nekako res razloži tako biblično, teološko, utemeljeno, pa zgodovinsko tudi, kaj je to izlitje, kaj se pri izlitju Svetega Duha, kaj se je dogajalo, kakšna so pričevanja, tista glavna, in o darovih Svetega Duha. Skratka, se mi zdi, da je to res vredna literatura, kot je bilo prerečeno, da je treba brati dobro literaturo. V Nove Binkoštini. Torej, kaj je to izlitje Svetega Duha? Zdaj, slišali ste tudi besedo, naziv krst v Svetem Duhu. Nekateri rečejo krst v Svetem Duhu ali izlitje Svetega Duha. Torej, krst v Svetem Duhu to piše v Svetem pismu, ta izraz je v Svetem pismu. Jezus oziroma Janez Krstnik tam napove, da bo Jezus tisti, ki vas bo krstil v Svetem Duhu ali s Svetim Duhom. No, in zdaj, ker pa da lažje ločujemo, da ločimo, da se zavedamo, da krst v Svetem Duhu je spet nekaj drugega kot krst zakrament, ki ga poznamo, ko smo bili krščeni. V smislu, da ne bi zdaj, da ne mešamo preveč teh pojmov, oziroma da si ne bi zdaj kdo predstavljal, da vas bomo danes ponovno krstili, da vas ali prekrščujemo, ali ne vem kaj. Ne gre za to. Je pa to torej tudi izlitje Svetega Duha, se imenuje. Krst v Svetem Duhu smo dejansko prejeli, lahko rečemo, pri krstu, ko smo bili krščeni, večina od nas najbrž že kot mali otroci, ali pa tudi kasneje, ko smo bili krščeni torej z vodo, so nas polili z vodo, pri nas polivamo z vodo. Ponekod, po nekaterih cerkvah prav potopijo otroka ali odraslega v vodo. Kar dejansko beseda krst, torej grška, baptizo pomeni potopiti. Mi smo bili potopljeni, krščeni smo bili potopljeni v Sveto Trojico. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha smo bili krščeni. Potopljeni torej v Božjo Trojico, tudi v Svetega Duha. Tako da Svetega Duha smo mi že prejeli, je že v nas na poseben, če hočemo tak zakramentalen način in prebiva v nas o svetem krstu. To je milost Svetega krsta. Zdaj pa gre za izlitje tega Svetega Duha. Ali kot tudi včasih rečejo, sprostitev Svetega Duha v nas. Zato danes prosimo, tega si danes želimo, potem nas danes žeja, da bi ta Sveti Duh, ki sem ga že prejel pri krstu, pa tudi pri birmi, zdaj zares se sprostil v meni, da bi zares ali prvič ali pa znova še bolj deloval v meni s vsemi svojimi čudovitimi milostmi in darovi, kot jim pravimo tudi karizmami. Torej, to je tako kot, če si zdaj predstavljate malo meditacija, imate čudovito hišo doma, čudovito hišo. Zdaj jaz ne znam vse opisati podrobnosti, krasna hiša, s čudovitim vrtom, lepo ograjenim, tam je še celo bazen, ampak nekaj manjka. Ko hočete odpreti pipo v kuhinji ali po kopalnici, ni vode. Ko greste pogledati bazen, suho, ni vode. Vrt, ki je tam, je suh. Vse rastline posušene. Kaj manjka? Vodovod je že, voda je že napeljana,
je že spodaj, je že tam. Kaj je treba narediti? Sprostiti je treba ventile, ne? To se pravi, odpreti je treba pipo, ne? Preprosto, po domače povedano. In potem se lahko voda, torej, izliva, ne? Lahko steče voda, lahko jo pijete, lahko z njo, torej, tam napolnite bazen, potem se kopate z otroci in tako naprej, potem lahko zalivate vrt, namakate vrt in skratka voda pomeni življenje. Brez vode ni življenja. Če moje življenje, notranje, duhovno, brez žive vode, svetega duha, je suho, ostaja suho. Moja molitev je težka, naporna, vedno mi misli nekam bežijo, sem raztresen. Ne morem dojemati, kaj je to Božja ljubezen. Tako čudno se mi zdi, Bog me ljubi. Nikoli se mi zdi, da nisem tega prav izkusil, doživel. Božje usmiljenje in podobno. Ali, torej, Sveto pismo mi je težko brati, ne razumem, nič mi ne govori, nič me ne nagovarja. Vse je tako težko. Vse, kar je v zvezi z Bogom, z Jezusom, z vero, je nekako težko, suho. Primaši, dolgčas, sam dolgčas. Bog nas varuje, ne, še tisti fajn meštri, čudni, ne, pridijajo v nedogled, ne, ko bi se znali vsaj ustaviti. Razumete, vse mi je težko, rožni venec, ne znam moj, ne morem, ne zdržim. Rajši bi počel vse drugo, kot pa da bi nekaj počel, doživljal z Bogom, ne doživljam, ne okušam praktično, ne, skoraj ničesar z Bogom. Ne. Vidite, to je stanje kristijana pred izlitjem Svetega Duha, lahko rečemo. Ne. In ta kristijan potrebuje, torej, da mu nekdo pomaga, mu reče, pogled, ti si bil krščen, imaš vodovod, v tebi so že napeljane pipe, vsot, ne, v tvoji hiši, v tvojem stanovanju, samo treba je odpreti. Odpri, ne, reci, Sveti Duh, pridi, hočem, da se ti izliješ, sprostiš v meni, v mojem življenju. Predajam svoje življenje tebi, oziroma Jezusu. Bistveno je, da predamo svoje življenje Jezusu danes, ko prosimo za izlitje in da želimo torej biti še bolj in zares in popolnoma Jezusovi. In da želimo torej Jezusa na prvo mesto v središču svojega življenja. Ker je Sveti Duh bistveno Duh Jezusa Kristusa in hoče v našem življenju razodevati Jezusa, poveličati Jezusa in govori o njem. Sveti Duh ni kar tako. Lahko slišite Sveti Duh tudi pri raznih New Age-ovskih seansah, energijah, ne vem kaj, ne, ko tam zbirajo energijo in potem celo Sveti Duh, neki Božji Duh, Božja energija, ne vem kaj. Ampak ta Sveti Duh ne govori o Jezusu, zato to ni pravi Sveti Duh. Se razumemo? Ne more biti. Sveti Duh vam bo govoril vedno in vas bo vedno vodil k Jezusu. On ne more drugače. Ker so oče in sin tako povezani med sabo in Sveti Duh je tu in prihaja in naj bo izlit, ne, je bil izlit nad apostole, nad cerkev, se pravi nad vse človeštvo za nas, zato da nam razodeva Jezusa in da nam razodeva Božjo ljubezen, ki se nam po Jezusu torej razodeva in prihaja na nas. Zato pravi Pavel, pismo Rimljanom, 5. poglavje, 5. vrstnica, pravi, upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. To je zame, za moje izkustvo in pa razumevanje, je to bistveni dar, dogodek izlitja Svetega Duha. Da se Božja ljubezen izlije lahko v mojem srcu, po Svetem Duhu. To naredi Sveti Duh. Sveti Duh torej se izlije, on sam je ta Božja ljubezen. On sam priobčuje Božjo ljubezen, razodeva in nam naenkrat odgrne Božji obraz, Božjo dobroto, milino, ljubezen, nežnost, njegovo odpuščanje, to prečudovito žrtev, ki jo je Jezus naredil za nas, iz ljubezni na nas.
to nas potem gane, to je potem nekaj, kar nas prevzame, kar začne spreminjati lahko naše življenja. Vidite, to je tisto bistveno, kar naj bi se zgodilo pri izlitju Svetega Duha. Jaz se spomnim, ko sem bil bogoslovec, sem bil na enih takih, se pravi, na velikem tednu, s enim patrom jezuitom sem mu malo tako pomagal, pri eni skupnosti Blagrov v Nemčiji, in so tam vodili liturgijo, veliki četrtek, veliki petek, in takrat na veliki petek so sestre tam torej mazilile Jezusovo truplo, Jezusovo telo, to je ta korpus, od križarja, in potem vmes so peli, zbor je pel tak čudovite vzhodne pesmi, kako Jožef iz Arimateje zdaj sprejema to truplo Jezusovo in Jezus gre lahko počivati, in tam ga mazilijo. No in to je bilo zame en tak trenutek, ko me je zadela ta Božja ljubezen, ta Jezusova ljubezen zame, ki se je daroval popolnoma zame, in sem začel jokati in sem v sebi začutil tako veliko srečo pa hrepenenje po Jezusu, po tej njegovi ljubezni. In od takrat naprej je ta Božja ljubezen nekako ostala v meni in me je spremljala. In vedno znova sem hrepenel po tej Božji ljubezni in sem vedel, da je ona tu. Bila je izlita v meni, v mojem srcu. Jaz sem jo poznal. Potem sem bral Sveto pismo čisto z drugim pogledom. Sem ga res okušal bolj. In vse je postalo bolj polno ene Božje ljubezni, Božje prisotnosti. Molitev mi ni bila več težka, ampak sem z lahkoto bil v neki Božji prisotnosti, Božji ljubezni ves čas. In tako naprej, vidite, to je izlitje. To jaz vem, da je to bilo takrat izlitje Svetega Duha. Takrat še nisem govoril o jezikih. Potem čez nekaj let spet je prišla ena sestra Nancy Keller iz Amerike in nas je učila takole bogoslovce oziroma duhovnike, kako naj začnemo moliti o jezikih. Evo, tako zdaj bom prišel na to, moliti o jezikih. In je rekla, vi kar začnite. Sem rekli, pa kako? Vi kar začnite. Ja, kako naj molimo o jezikih? Je rekla, ne preveč razmišljati, ne preveč zdaj z razumom poskušati, ne vem kaj razumeti, pa določiti, kako bi ne to bilo. Ampak, ko boste sami pravi, ko slavite Boga v kopalnici, ko se brijete zjutraj, pa kar začnite, izgovarjati zloge, ki vam prihajajo. Slavati Jezus, slavati hapata, haši, hapata, hatapa. Začnite, In smo rekli, to je pa res zanimivo. To je tako preprosto, ampak ko si potušen, si tuširaš, pa začni, da ti ni nerodno pred drugimi in tako naprej. Molitev v jezikih, torej lahko bi rekli, najbolj preprost dar, ki ga prejmemo, ko doživimo izlitje, ko se to zgodi, ko se prepustimo Svetemu Duhu in ko smo mi pripravljeni, tako kot sem jaz rekel, jaz nisem to doživel pri tiste prvem doživetju izlitja Svetega Duha, ampak kasneje je prišlo. Ko sem bil na to pripravljen malo bolj, hrepenel sem potem. Jaz vam zagotavljam, če vi danes zares hrepenite po izlitju Svetega Duha, če ste žejni, če je kdo žejen, boste to doživeli danes. Če vas res žeja, če res iskreno hrepeniš danes. Jezus, žejen sem, rad bi pil tvojo živo vodo tega Svetega Duha. Potem se vam to lahko zgodi. Potem imate srečo. Če hrepeniš, si na dobri poti. In isto je z darom jezikov. Če hrepeniš, če si to želiš, potem se lahko temu odpreš. Če imaš določene zavore, predsodke, če te je strah nečesa, kaj bi drugi mislili, rekli tebi, potem je to težko. Potem boš mogoče potreboval še nekaj časa. Ali pa tudi ne. Včasih Bog preseneti. Gospod Toni Kmet povedal na zgodbo enkrat. V Ameriki so bile ene redovnice in so rekli, to je zdaj neko izlitje, naj pridejo, naj molijo za izlitje. In je prišel tam resen duhovnik in je rekel, bom molil jaz za vas, sestre, če želite, za izlitje Svetega Duha.
Sedite, ja, ok. In on moli nad sestro prednico, mislim, da je bila prednica. In ona nič ne doživi, nič ni začutila. Rekla, no vidite, da nič ni, da se nič ni zgodilo. Ok, dobro je rekel, hvala lepa in šel. Kaj se je zgodilo? Naslednji dan ta sestra prednica vstane, pride dol v bednico, ne vem, nekam, pozdravi drugo sestro, habedija hašikalama, hašikalama. Kaj si to? In ni mogla več normalno govoriti. Je govorila kar v jezikih, kar naprej. Pride potem v drugi sestri v kuhinjo, hoče reči dobro jutro, ne, good morning. Ubilo hašikame, halaba, čim. Si predstavljate? In ni mogla nič drugega več reči. Ne vem koliko časa, ne, nekaj dni. Pridejo na benzinsko črpalko, sestra pride tja, da bo plačala, habidi hašidi. Ni mogla več. Ni šlo drugače. To je neverjetno. Torej, Sveti Duh vas lahko preseneti tudi na nekšen tak način. Dobro, upam, da vas ne bo prav preveč. Ne, pa bi rekel, ja, ker bo narodno, ne, malo. Ampak, eno vas prosim, ne se bati spregovoriti v jezikih. Zdaj lahko spregovorite, če hočete. Če to želite, če ste pripravljeni, če ste kot otrok. Res je rekel, bodite kot otroci. In kaj reče otrok, ko gleda svojega očka? In kaj vi rečete odrasli, ko vidite takega otročka? Se mu smejete, rečete, kakšno si, kako govoriš? Ne, isto rečete, ča. Tako je. To je nek jezik ljubezni, če hočete. To je nek jezik otroškega razmerja, ne, med nami in Bogom. Otroško, ne? Aleluja. Tako je to. Torej, začnite, ne? In jaz ponavadi to pri molitvi za izlitje, ponavadi z tistega, ko zanj molimo, spodbudim malo, ne? Poskusite, ne? Če gre, ne? In nekateri so poskusijo in to počasi gre, že to, kar naprej. Haša, bihata, pa, ča, hača, hoša. Mi gremo. In če vam je smešno, hvala Bogu, se veselite, ne? Se malo sprostite. Jaz mislim, da vsak normalen psiholog bi rekel, da je to čisto v redu, če se malo tako pač zabavate z Bogom v Sveti Duh. Vse dokler s tem ne bi škodovali nekomu, razumete, ne? Zdaj, če prijete lih na radio Ljubljana, pa začnete tam v jezikih haša, bahare, hare, bodo rekli, kaj je za to neki arabski radio. Ampak doma pa tako ste z Bogom, ne? Ampak če boste prišli k župniku, vas bo malo čudno gledal, ne? Bo rekel, ta gospa je res. Boste rekli, sem prijela dar jezikov. Ne, imaš dar jezikanja, nimaš dar jezikanja. Razumete, to morate malo paziti, ne? Kdaj bi ste to povedali pa razlagali, ne? Tako, ampak vi, ko sami molite, ne? Bodite kot otroci. Pustite, da se Sveti Duh sprosti vas. Molitev v jezikih je lahko čudovita, je lahko resnično neko ozdravljenje notranje tudi. Ko se sprostiš, posebej ko zapoješ v jezikih, ne? To je fantastično, ne? Krasno. Potem lahko nekdo ima dar razlaganja jezikov, ne? Da govori preroški govor dobi, ne? Da razlaga to, kar ta zdaj v duhu, v Svetem Duhu moli. Ker molitev v jezikih je, se pravi, da moj duh moli, moj razum ne ve, kaj moj duh moli, tako razlaga apostol Pavel. In torej, Sveti Duh nekako moli v meni, moj duh moli k Bogu, nekaj, kar jaz ne razumem. Torej, Pavel tam, da večkrat ne vemo, kako naj bi molili, ampak sam Sveti Duh prihaja na pomoč našemu duhu. In potem z neizrekljivimi vzdihi posreduje za nas. To je lahko tudi molitev v jezikih. In je čudovita, je lahko zelo lepa, močna molitev. Meni večkrat tako pride kar spontano, ko sedim pred Jezusom, pred Najsvetejšim in nimam besed, ne vem, kaj bom še rekel, Jezus, ti si prečudovit, haši, bahara, in to kar samo prihaja in žubori iz mene, to je tista živa voda, ne? Ko žubori potem, pravi Jezus, v večno življenje. Evo, tako žuborenje. Evo, prepustite se temu, če to želite. Potem je dar prilikovanja, sem malo omenil to razlaganje jezikov, je tudi podobno tak priroški dar, pa da dobite besede, spodbude, ne, za nekoga. To je čudovit priroški dar,
Torej, apostol Pavel to zelo spodbuja. In zdaj bom še nekaj povedal o počivanju duhu. Če sem predolg, me kar malo skrajšati še, ne? Govorilo. Če je kdo žen, če ste ženi, pa zdravi. Ja, imam kar suha usta. Sem prej 2 uri govoril 4. razredu otrokom tam, sem jih prej upil, ne? Sem kričal, sem malo zmatran že. Dobro, torej, počivanje v duhu, v svetem duhu. Kdo je že preživel ta pojav? Dvignite roko, prosim. Dvignite roko, ja. Dobro, dajte roko dol. Tisti, ki ste pozitivno doživeli, ki vam je bilo to všeč, ki je bilo to lepo, dvignite roko. Skoraj vsi. Tisti, ki je bilo negativno, ajde dvignite roko tisti, ki je bilo negativno. Da vidimo, koliko vas je takih, ki vas je bilo, ne vem kaj, strah, čudno. Nišče, nikoga ni tukaj, ki bi negativno doživel ta pojav. To je zame, to že je dober znak. To je ne ustrašite se počivati v duhu. Jaz dolgo nisem mogel, pa sem hotel. Sem se želel, pa sem rekel, čakal. Potem je prišel oče Rufus, oni iz Indije, Rufus Perera. Je molil in potem je takole kar malo začel potiskati me, malo porivati. Jaz sem se uprl. On še bolj poriva, jaz sem ne boš ti mene. Zakaj, ne bom se, jaz se ne dam, jaz nič ne čutim posebnega za nič, gotovo, jaz ne padem. Stojim trdno, katolik, trdno. Za mene je bil Pater Ivan Hočevar, moj sobrat, jezuit. Pride Rufus, oče Rufus položi roko, buf, on pade dol. Kaj je to? On počiva, jaz ne počivam. Oče Rufus pride, špet mimo, jaz rečem, dobro, potem bom pa tudi jaz, ajde. Se vržem, sem se tako spustil, jaz tam ležim, nič posebnega ne čutim, nič. Tam neki drugi so vsi nekaj doživljali, jaz vstanem, že to mi nič ni bilo. Pater Ivan ni mogel odpreti enega očesa, samo eno okolo odprl. Ne mogel. 10-15 minut ležal, ni mogel odpreti. Gledam, kaj ti je zdaj. Ko je pričeval, enkrat je rekel, enkrat tudi doživel spet počivanje v duhu pri Sveti Magdaleni, je 2 uri ležal, 2 uri je bil torej ne giben, ni mogel se premakniti, ni mogel se dvigniti. 2 uri ležal v cerkvi. In je rekel, da je doživel tako globok mir, kot še nikoli v življenju. Da je res doživel nekaj zelo lepega. En velik mir, res počivanje. Torej, počivanje v duhu, že sama beseda pove, počivaš, prepuščaš se duhu. In to je kot nekaj vrste, če hočete, duhovna anestezija. Ko Bog, torej, na neki način malo naredi tak suspens naših čutov, se pravi udje, se pravi telo ti omahne in padeš, to ni nezavest, to ni zdaj, da ne veš, ne slišiš več, kaj drugi počnejo. Vsega se lahko zavedaš, ampak samo ne moreš premakniti več svoj hudo. No in to se potem meni tudi zgodilo, se mi dogaja zdaj nekaj časa že. In je krasna izkušnja, krasna, Samo je malo zoprno, kdaj, ko tam ležiš, zdaj bi se rad že dvignil, pa hočeš dvigniti desno roko. Desna roka v Boga, ne v Boga. Leva roka v Boga, ne v Boga. To je čudno, Tako malo je eno tako ponižanje, Potem drugi tam hodijo čez mene, stopajo čez noge, oni čez glavo stopajo, nobenega spoštovanja. Potem se mi zgodilo, enkrat sem začel smejati, kar spontano, nekaj sem začel smejati. Vsi se mi smejejo, vse rekel pa, daj, Sveti Duh, zdaj že pretiravaš. Ampak nekako je to, končno je potem en mir, Mislim, da je glavno tisto znamenje, da je to nekaj dobrega, da res od Boga je lahko ta globoki mir, ki ga potem doživiš, neka sprostitev. Tudi smeh, če se kdo malo nasmeje, ko počiva v duhu ali doživi nekaj lepega, Nekateri potem doživljajo, lahko dobijo kako podobo, kako videnje, se spomnijo nekih davnih dogodkov, ki so jih že pozabili, recimo, Včasih so to lahko tudi kakšne take travme,
težki dogodki potem mogoče jokajo nekateri, ne? Da izjočejo neko svojo stisko. Skratka, en proces, jaz tako razumem, ne? Počivanje v duhu je en tak pojav, tako delovanje Svetega Duha, ko človek lahko notranje ozdravlja, se sprošča, ne? Se osvobaja. Ja, toliko bi zdaj povedal, torej, če boste to doživeli danes, se ne ustrašite, ne, se pravi, tukaj imamo navodilo, da animatorji ne porivamo, ne, vas ne bomo potiskali, ne, samo tako na 2 mm pridemo in če Sveti Duh pride, boste sami čutili, kdaj lahko padete, ne, potem vas bo nekdo ujel in tako, ne boste telebnili, ne, skratka, ne bojte se. Toliko z moje strani, zdaj, če bo še drugo navodilo, bo to še Sabrina povedala, želim vam res tako lepo, čudovito doživetje izlitja Svetega Duha, Božje ljubezni v vaših srcih. Amen, aleluja. Danes sem jaz najpomembnejša, pa ti brat, ti sestra, ti brat, vsak od nas posebej je danes najpomembnejši za Boga. Ne prosim za druge, jasno, Bog ve. Veliko prošen za tiste, ki jih imam rada, ki so mogoče v težavah, ki imam mogoče težje kot meni. Nosim v srcu, molim za nje. In bi tudi danes želela moliti za nje. Največ za te zrage, ki jih nosim v srcu, naredim tako, da rečem, ja, Gospod, danes sem tebi najpomembnejša jaz in zase prosim. Ker ko bo Sveti Duh napolnil mene, tebe, vsak od nas, ko bom jaz polna Svetega Duha, bo to največji blagoslov za vse tiste, ki jih nosim v svojem srcu. Tako da res gremo v to molitvo zavedanja, da je to zame. Danes je Bog, da se tukaj razodene in podari meni. Po meni se bo vse počutili. Tudi danes ni čas za pogovor v molitvi. Danes ne bomo razlagali, kaj nas teži, kaj nas muči. Bog to vse ve. Taka možnost za pogovor je recimo molitev za osvoboditev. Recimo ena taka molitev bo letos, zdaj marca, 17. marca v Škofji Loki v Svetem Duhu. Mislim, da so možne tudi še prijave dalje, ne? Malo več bomo drug teden o tem povedali sicer. To je taka molitev, kjer se molivci 1 uro pa tudi več vsakemu posebej posvetijo. Danes to ni ta čas. Danes je molitev ena. Molivec me vpraša, ali želim izročiti svoje življenje Jezusu. To molitev smo že skupaj prebrali, ampak molivec me bo postavil pred vprašanje, na katerega osebno v tem trenutku odgovorim, da hočem. In ko rečem ta hočem, da, Gospod, ja, kako ga dočutim, pravi svojo besedo pristanka. Takrat se zgodi to, kar je Mijo prerekel, pipa se odpre. Naši kanali se odprejo, vodovod, ki ga je že izgradil Gospod v nas, se odpre in v tem trenutku nas Sveti Duh napolni. In ni pomembno, to traja 1 sekundo, ali traja 3 minute, ni važno. Pri Gospodu čas ni pomemben. On za vsakega od nas ve, ali bo naredil curek v momentu, pa vse napolnil, ali bo molivec začutil, da malo minuto drži roko nad mano, a ne? Da me napolni. Sveti Duh je tisti, ki vodi vso molitev, ne tako molivce kot meni. Ravno tako ni merilo, ali Gospod dela, ali ne v mojem, ali me zdaj napolno Svetim Duhom, če počivam v Duhu, ne. Če začutim fejša kolena, v hrbtu malo, bi se želela prepustiti, jaz vas spodbujam, prepustite se, prepustimo se. Če nas Gospod vabi v počivanje, ne se bati. Molivci in lovilci zraven so zelo pripravljeni tukaj zame, da me lovijo. Lovilec stoji za mano pol metra in ko jaz padem, me ujame. Še nikoli ni nihče telebno. Tako da ne se bati. Ampak, tudi če ni še trenutek zame, če ne bom počivala v duhu, nič za to. Gospod je dal na način, ki je zdaj zame pravi.
skrajnih mej sveta. Jezus, napolni me z ognjem svoje ljubezni. Izročil sem se po svojih najboljših močih in sedaj hočem biti napolnjen s tvojim svetim duhom. V svojem življenju potrebujem tvojo moč. Prosim, pridi in me napolni. Gospod Jezus, verujem, da ob izročitvi postaneva eno. Ti si trta in jaz mladika. Vse, kar imaš ti, je v meni. Moje življenje priteka od tebe. Verujem, da kadar se izročim in te prosim, izlivaš svojo moč, modrost, ozdravljenje, kot je potrebno v tem trenutku. Izročam se ti zdaj, da bi prejel tvoje svete darove, modrost in razumnost, dar sveta in moči, spoznanja in strahu Božjega. Kot kristjan v svojem življenju potrebujem te darove. Podrejam se ti in te prosim za darove služenja, kot so našteti v prvem pismu Korinčanom, za besede modrosti, besede vednosti, za močno vero, za darove ozdravljanja in čudežev, za preroške besede, za dar razločevanja duhov, za dar molitve v jezikih in razlaganja jezikov. Potrebujem jih za pričevanje v ranjenem svetu. Le v tvoji moči, pod vodstvom tvojega duha, je lahko moje življenje plodno. Pridi, sveti duh, pridi. Hočem vse darove, povitev največjega vseh darov, ljubezen. In največja od teh je ljubezen. Omehčaj me, oblikuj me, napolni me, uporabi me. Daj mi priložnosti, da uporabim te darove za pričevanje o tvoji ljubezni in milosti. Daj, da se ti odprem. Ne bom omejeval tvojih darov s svojimi predstavami o tem, kaj sem sposoben storiti. Sveti duh, pomnoži moje sposobnosti. Mogočno deluj v meni. Želim, da bi se vsak načrt, ki ga ima Bog za moje življenje, izpolnil. Zato potrebujem tebe, mogočni Božji duh, da uresničiš te načrte. Pridi, sveti duh, pridi. Ko skozi me deluješ, da služim drugim, vem, da se izlivaš tudi v meni in ozdravljaš moje življenje. Hvala, da svojo ljubeznijo preplavljaš globine mojega življenja. Hvala, da očiščuješ in ozdravljaš rane in brazgotine iz moje preteklosti, ki imajo še vedno moč, da gospodujejo mojim mislim in zatirajo mojo telesno in čustveno svobodo.
Hvala ti, da prinašaš luč v sence mojega življenja in toplino v hladne in temne kotičke moje duše. Sočutni Sveti Duh, hvala ti, da prihajaš in izvabljaš iz mene vse neizjokane solze, nedokončano žalovanje, bolečino, izgube, travme, strah, čustvene rane, tako boleče, da so bile žive zakopane. Hvala, sočutni Sveti Duh, hvala. Duh modrosti, hvala ti, da prihajaš v korenine vsakega mojega ponavljajočega se neuspeha. Nežni Sveti Duh, hvala ti, da prihajaš v moje najnežnejša leta in se z mano soočaš s preteklostjo. Hvala, da me spominjaš, da je bila Jezusova ljubezen vedno navzoča in je zapolnjevala vrzel med ljubeznijo, ki sem jo potreboval, in ljubeznijo, ki sem jo prejemal. Hvala ti, Sveti Duh, da si z mano, da svobodno veješ v meni in skozi me. Hvala, da si moj prijatelj, učitelj, tolažnik, svetovalec, priprošnik in darovalec razkošnih darov. Pridi, Sveti Duh, pridi, napolni me. Oh
Tako, a je vsak pogledal že svojega soseda? A je res, da nam obrazi žarijo? Res je. Kaj šele nam žarijo srca? To se bo pa šele videlo v našem življenju. Ko bomo iz dneva v dan se bo strinjali te tanjšice, ki so bile, ki so nam mogoče kakšno tamo delali. Vsak dan bo vse bolj svetlo. To je življenje v Svetem Duhu. To je življenje v Jezusu, ko mu začimo svoje življenje. Od danes naprej se za vsakega od nas začelo novo življenje. Novo. In pričevanja bojo. Od nas, ki smo danes tukaj, bodo pričevanja. Mogoče že prihodnič, kakšnih čudežev, kakšnih velikih stvari, ki Gospod naredi v naših življenjih, kadar gre za res. Danes je za res. Tako, vidimo se spet prihodnji teden. Naj nas vse spremlja Bož blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej nasvidenje čez en teden in naj bo Bog z vami.